Umetnost ni samo v platnih, kipih ali instalacijah. Včasih je pravo umetnost tudi v življenjskih odločitvah. Preseliti se v primernejši dom, kjer vsak kotiček resnično ustreza našim potrebam, je lahko primer umetnosti življenja. Življenje v zrelih letih si lahko predstavljamo kot umik na podeželje, v tišino narave in počasnejši ritem, a zgodba, ki jo boste danes spoznali, dokazuje, da je lahko sodoben dom visoko med oblaki prava oaza miru, prilagojena življenjskemu slogu zrelih let. V 11. nadstropje ene izmed novejših stolpnic v Ljubljani se je zrelejši par preselil iz hiše. Z arhitektko so se odlično ujeli in tako je nastalo tole prostorno domovanje oziroma večna eleganca med oblaki. Petra, pozdravljeni. Tole lepo in večno eleganco ste oblikovali v stolpnici, v novogradnji. In me najprej zanima, a so bila izhodišča taka, da ste lahko karkoli sploh glede osnovnega tlorisa spreminjali? Sam tloris nismo bistveno spremenili, smo pa določene segmente, da smo lahko prilagodili njihovim željam. Bistveno se pa ni, ker ni bila to želja oziroma naloga. Ampak tukaj gre za zrelejši par, ki se je iz hiše preselil v stolpnico, v to živahno Ljubljano. Kako to? Kakšna je tam njuna zgodba? Ja, res je. Iz okolice Ljubljane so se preselili samo oziroma odločili, da grejo v mesto, kjer imajo vse na mestu oziroma na kupu komoditeta na stara leta, da je pač način življenja lažji in pa še to bližino njune hčerke, ki je v sami bližini in to da eno dodatno varnost in, bom rekla, pomirjenost. Sploh, ko si starejši, če rabiš pomoč, še kako prav pride družinski člani, da ti priskočijo na pomoč. Kakšne pa so bile potem osnovne želje in kaj vam je pri oblikovanju tega interjerja predstavljalo največji izziv? Glede na to, da sem videla hišo, kjer živita, je bila prva iztočnica to: prosim, ne temno. Želima svetlo, prijazno, malo glamurja, pa še vedno toplo. Drugi pomembni želji lastnikov, ki sta strastna gurmana in z veseljem kuhata, sta bili prostorna kuhinja z obilo delovnih in odlagalnih površin ter čim več shranjevalnega prostora po celotnem stanovanju. Lastnica si je želela mehkih, zaobljenih linij, ki se odražajo v okroglem ogledalu v kopalnici, oblikah lestencev, preproge in sedežne garniture. Arhitektka je ta element zaokroženosti še dodatno poudarila z linijami spuščenega stropa, ki jih je spretno izkoristila tudi za ustvarjanje ambientalne osvetlitve. Kot protiutež tele eleganci v lestencih pa štukaturam se mi zdijo pa tele lesene letvice, s katerimi ste tudi marsikateri prostor opremili. Res je, so masivne, hrastove letvice in so, bom rekla, vse posod jih koristimo kot vrata oziroma drsni sistem in dajo to toplino v prostoru. In smo jih skušali uporabiti res na najbolj tako prefinjen način, da kot lebdijo, da ne daje te težine v prostoru, da so lahkotne. In zaradi tega jih nismo kot masivo, kot celotno uporabljali, ampak kot letvice. Nekdo pa tukaj pomisli, joj, bogi mizar, veliko je imel dela. Gotovo je vse narejeno tukaj po meri, ne? Drugače ne gre. Drugače res v tem primeru ni bilo možno, zaradi tega, če želimo izkoristiti vsak kotiček oziroma vsak centimeter, kar je bilo, bom rekla, zaradi preusmeritve oziroma življenjskih potreb prej v hiši in sedaj v stanovanju, moramo vedeti, da vsem gre za veliko spremembo in da jim narediš maksimalno funkcionalnih površin oziroma za shranjevanje, je bilo potrebno res delo z mizarjem, da smo lahko izkoristili in naredili maksimum, kar se je v prostoru lahko oziroma v samem tlorisu. Kako so sicer razporejeni ostali prostori in kvadratura, se mi zdi, ni tako skromna, ne? Ne, gre za lepo kvadraturo, govorimo o 85 kvadratih, imamo 2 kopalnici, 2 spalnici in pa utility ter skupni prostor, torej osrednji za jedilnico, kuhinjo in dnevno sobo. Pa ne smemo pozabiti, da imamo zelo lepo teraso zunanjo, imamo 12 kvadratov in pa 6 kvadratov
ložo oziroma balkona. Tako da je prostor zelo razgiban in resnično daje vsakemu možnost od teh tudi soban, da se giba tudi v zunanjosti. In kopalnica je po novem organizirana z mislijo na zrelejša leta, ne? Drži, eno smo pa pustili v prvotni obliki in smo jo samo z pohištvom dopolnili. To, kar smo pa spremenili, ta velika kopalnica, smo pa odstranili kat, namestili dodatno še bide. Kat, ki je bila že noter, ali kaj? Žal. Ste jo ven pelali? Škoda, ja. Moramo tukaj, glede na to, da je novo, je bilo tukaj, bom rekla, en dodaten strošek, vendar žal prej niso mogli ob samem nakupu že spremeniti, ampak je bilo možno kupiti samo s kadjo. To smo odstranili, namestili nov tuš z klopco, ker smo mislili na zrelejša leta, da je komuniteta večja oziroma da se lahko, bom rekla, usedeš. In kako je organizirana ta druga, manjša soba? Vsaka soba ima svoj delovni kotiček. Enega za gospo in enega za gospoda. In seveda jih lahko tudi lepo prekrijemo, kadar ni v uporabi. In potem so očitno tudi zbiratelji nekih kamnov, ne? Ja, to je pa spet nova zgodba. Oba dva sta bila zelo veliko, sta potovala in zbirala lepe spomine in te spomini, en delček njih seveda, smo želeli pripeljati tudi v to stanovanje in jih predstaviti v najlepši luči in temu smo namenili prostor, eno stekleno, čudovito vitrino, ki je v bistvu preprosta, iz nje pa sijejo spomini in radost preteklosti. Všeč mi je tudi tale vitrina, ki deli kuhinjo od vstopnega prostora in deluje, kot da je od nekdaj tukaj, pa ni čistko, ne? Ne, ni čisto tako. Skušali smo definitivno priti do čim več prostora oziroma odlagalnih površin in smo morali temu primerno združiti, omogočiti kuhinji, da ima eno svojo lepo, čudovito vitrino in pa hkrati predsobi, da ji dodamo neke odlagalne površine oziroma za obesiti stvari in temu smo združili levi in desni segmenti, v bistvu formulirali kot eno kocko, da pa je v prostoru ni moteče, smo tudi zaobli vse elemente, tako kot vidimo tudi v kuhinji, na otoku oziroma delovni površini, da je tudi zaobljena, vse te forme si sledijo in harmonično vplivajo eno na drugo. Izbrana barvna paleta je umirjena in elegantna. Prefinjen pridih razkošja v prostor vnašata ščepec zlate in črna barva, medtem ko večino interjerja zaznamujejo sivi in peščeni odtenki, dopolnjeni z elementi svetlega lesa. Kako pa ste se z lastniki sploh spoznali, kje ste prišli skupaj? To je pa zanimiva zgodba. Poklical me je gospod, rekel, da me je videl na ambientih in rekel to, da pri preteklosti ni nikoli sodeloval z arhitektom, da je smatral, da ni potrebe, vendar se je tokrat premislil, ker želi točno iztočnico oziroma točno ve, kaj želi in da hoče pri tem projektu pa priti od začetka do konca skozi z arhitektom, da ga vodi in to je bilo v bistvu začetek našega sodelovanja. In se verjetno tudi tukaj izkazalo, ne, da arhitekt, čeprav nekaj stane v resnici na koncu, lahko še veliko več prihrani časa, denarja, energije in predvsem doda veliko idej. Menim, da je ta red resničen, da lahko prihranimo. Ja, na začetku ima večina pomisleke, vendar na koncu se splača in mislim, da to se tudi vidi. A veste, stereotipno si predstavljamo, da na stara leta bom šel pa živeti nekam v neko hiško na deželo. Tukaj imamo pa ravno obraten proces, ne? Iz hiše v stolpnico, v sodobno stanovanje. Kaj pravita lastnika zdaj na ta svoj prehod po nekem času, ko že živite tukaj? Glede na to, da je komuniteta ta, ki ti narekuje to, da se za kaj takega odločiš, da imaš vse na enem mestu oziroma v bližini, eno je družino, hčerko, drugo pa je, da je vse blizu, ta bližina. In da je to na stara leta en, bom rekla, velik plus, ker ni tega prilagajanja in je ta funkcija res te izpolne. Zato smo pa skušali v samem ambientu res narediti maksimum, da jim ni tuje oziroma da jim je ta pot, razlika med hišo in pa stanovanjem čim bližja.